Včasih je najboljši način za potovanje v preteklost preprosto odpreti star časopis. In danes bomo storili točno to. Odprli bomo časovno kapsulo, natisnjeno na papirju. Časopis Slovenec iz zime 1918. Skupaj bomo prebrali, kako se je, sredi popolnega kaosa, dobesedno na teh straneh, rojeval en narod. Torej, scena je postavljena. Zima, leto 1918. Po 4 letih nepredstavljivega pokola je orožje končno utihnilo. Prva svetovna vojna je končana. Cel svet je zadrževal dih. In s koncem vojne pride tudi posledica. Ogromna, stoletja stara avstro-ogrska monarhija, ta ječa narodov, kot so ji rekli, se je preprosto sesula sama vase. Za milijone ljudi je bil to konec sveta, kot so ga poznali. Ampak, veste, iz ruševin vedno zraste nekaj novega. In prav na teh straneh, ki jih bomo danes listali, bomo videli, kako se je iz pepela vojne začela oblikovati, nova država, nova slovenska identiteta. Poglejmo, kaj nas čaka. Potovanje skozi to prelomno zimo bomo razdelili na 6 delov. Najprej padec imperija, potem pa seveda gradnja nove države in takoj zatem boj za njene meje. Zanimalo nas bo tudi, kako je izgledalo vsakdanje življenje, kakšne so bile brazgotine vojne in s kakšnim upanjem so zrli v prihodnost. V redu pa začnimo. Graditi državo. Iz nič, sredi popolnega razpada starega reda. To ni bila samo politična naloga. To je bil herkulski izziv, s katerim so se soočili tisto zimo. In potem ta stavek, natisnjen v časopisu, da ga vsi vidijo, po stotinah let pod tujimi vladarji, končno združitev, sanje cele vrste generacij so kar naenkrat postale resničnost. Čutiti je to zgodovinsko težo v vsaki besedi, kaj ne? A seveda, država ne nastane kar z enim samim razglasom, niti približno. Časopis je poln poročil o tem, kako so voditelji, kot recimo dr. Korošec, dobesedno živeli na vlakih. Naporna potovanja, neskončna pogajanja v Zagrebu, v Beogradu. Tam so, za zaprtimi vrati, kovali prihodnost. In tukaj se zgodi tisti ključni preskok. Ideja o državi je eno, ampak kdo bo dejansko delal? Kdo bo vodil urade? No, tukaj imamo odgovor. Ime za imenom, vladni svetnik, okrajni glavar, tajnik. To niso več samo sanje, to je birokracija v nastajanju. To je tisto mravljično delo, brez katerega nobena država ne more zares zaživeti. In gradnja ni potekala samo na vrhu. Sploh ne. Prodirala je v vsakdanje življenje. Poglejte te novice. Išče se nov ravnatelj, gasilci se združujejo v novo Jugoslovansko zvezo, celo uradniki se pozivajo, naj se organizirajo. Vsak, še tako majhen korak, je bil del enega velikega projekta, gradnje novega naroda. Ampak medtem, ko se je država gradila od znotraj, so jo od zunaj že napadali. Komaj je bila rojena, pa je že morala v boj. Na mejah je bilo napeto, saj so sosedi v kaosu videli svojo priložnost. In odziv v časopisu? Strast. Čisto nefiltrirano domoljubje. Ta citat je res močan, kaj ne? To ni bila neka hladna diplomatska igra. To je bil čustven boj za zemljo, za preživetje. Glas od Soče in morja, kot piše. Časopis je bil pravo bojišče informacij. Tu vidimo dva popolnoma nasprotna svetova. Na eni strani slovenska pripoved o zgodovinski pravici in zatiranju, na drugi pa italijanska, ki se sklicuje na tajne vojne dogovore in sebe vidi kot osvoboditeljico. Dve resnici, ki sta se borili za prevlado. Poleg čustev pa so uporabili še eno orožje – podatke. To je bilo takrat precej novo, objavljali so statistike, kot je ta. Število članov v slovenskih kulturnih društvih naj bi bilo dokaz, komu pripada ozemlje. S hladnimi številkami so poskušali dokazati nekaj zelo čustvenega – nacionalno identiteto. In to je bilo seveda vprašanje, ki je viselo v zraku. Bodo strastni pozivi in tabele s številkami dovolj, da prepričajo svet? Usoda teh krajev je bila še kako negotova. Pa se za trenutek odmaknimo od visoke politike in vojne. Ker medtem, ko se je pisala zgodovina, je življenje preprosto teklo dalje. In prav časopis nam ponuja neverjeten vpogled v ta vsakdan. In to je tisto, kar je pri branju teh starih časopisov tako fascinantno. Ta neverjeten preplet. Na eni strani naslovnice kričijo o prihodu vojske, o usodi naroda, potem pa obrneš stran in kaj najdeš? Oglas za izgubljeno denarnico. Ali pa obvestilo, da je časopisu sneg potrgal telefonske žice.
Velika, epska zgodovina in tiste povsem vsakdanje človeške skrbi. Vse skupaj na istem papirju. Oglasi pa so sploh zgodba zase. So kot ogledalo družbe. Prodajajo se plašči in krzno, tik ob oglasih za stiskalnice za sadje. Lahko si kupil zgodbo o Martinu Karpanu ali pa egiptovske cigarete. In seveda milo za britje, uporabno brez vode. Družba ujeta med starim in novim. Ampak ne smemo pozabiti. Pod vsem tem novim življenjem so zevale globoke rane. Vojna se je morda končala na fronti, a njene posledice so se šele dobro začenjale kazati doma. Časopis je bil poln svaril. Vojaki, ki so se vračali z bojišč po vsej Evropi in Aziji, niso prinašali domov samo spominov. Prinašali so tudi nevidnega sovražnika, bolezen, ki je bila včasih enako smrtonosna kot krogle, malarijo. Številka je, pretresljiva. Po nekaterih ocenah, ki jih navaja časopis, je bilo okuženih do 70 tisoč ljudi. 70 tisoč, to je bila ogromna javnozdravstvena kriza za državo, ki je komajda sploh obstajala. In potem je prišlo še huje. Članek opisuje smrtonosno kombinacijo. Španska gripa, ki je takrat pustošila po svetu, je bila še posebej nevarna za tiste, ki jih je malarija že izčrpala. Zanje je bila stopnja umrljivosti srhljivih 80%. To so bile resnične, tragične posledice vojne. Pa vendar, kljub tem temnim sencam preteklosti, bomo najino potovanje sklenili z upanjem. Ker novoletni uvodniki v časopisu niso bili polni obupa. Ravno nasprotno, bili so polni optimizma. Ta citat je kot nekakšen krik upanja, kaj ne? Popolnoma novi vidiki se nam odpirajo. Kljub vsem težavam, negotovosti, boleznem, je bilo v zraku čutiti prepričanje, da se začne nekaj novega, nekaj boljšega. In s to mislijo bomo zaključili. Te strani so bile res kot prvi upanja poln osnutek novega naroda. Ampak vsi vemo, da je pot od prvega osnutka do končnega izdelka vedno polna nepričakovanih izzivov.